V nuklearni elektrarni Krško zaključujemo 31. gorivni ciklus. V četrtek 1. aprila bo elektrarna izključena iz elektroenergetskega sistema zaradi pričetka rednega remonta. Trajal bo dober mesec, okoli 35 dni. V obdobju, ki je za nami, smo bili dejavnik stabilnosti in zanesljivosti pri oskrbi z električno energijo vseh potrošnikov. Elektrarna je v doslednem upoštevanju vseh upravnih omejitev in visokih standardov jedrske industrije proizvedla preko 8,5 milijarde megavatnih ur električne energije. V lanskem letu smo drugič presegli 6 milijardno proizvodnjo. Jedrska elektrarna Krško je v tem času obratovala v izjemno zahtevnih razmerah pandemije, kot vemo. Lanske spomladi je prišlo do popolne zaustavitve aktivnosti, od takrat naprej pa v bistvu delovni procesi potekajo v polni meri, z polno zmogljivostjo. Letošnji remont bo izjemno intenziven in logistično zahteven zaradi kompleksnosti in števila izvajalcev. Izvedeno bo predvidoma 40 tisoč aktivnosti, sodelovalo bo okoli 1800 delavcev iz lokalnega okolja, kot tudi iz Evropske skupnosti in Združenih držav Amerike. Velika negotovost seveda glede izvedbe, glede časovnice je povezana z epidemijo, ki ne pojenja, vendar je naš seveda skupen cilj, da delo opravimo kakovostno in ob dobrem sodelovanju tudi v načrtovanem času. Obseg remonta bi lahko razdelili na 4 segmente. Prvi je seveda načrtovana menjava goriva, drugi segment je preverjanje integritete in pa stanje materialov, ključnih komponent, kot so reaktorska posoda, elementi reaktorja, uparjalniki, skratka integriteta materialov. Drugi sklop, ravno tako pomemben, so preventivna vzdrževanja na strojnem, elektro- in instrumentacijskem področju, ki so zgolj preventivnega značaja, kajti obratovalni ciklus zaključujemo brez nekih odpovedi, tako da ni predvidena neka večja korektiva. In tretji segment je seveda izjemno pomemben, to je zaključovanje programa nadgradnje varnosti v skladu z upravnimi odločbami, tako da bodo v letošnjem remontu novi sistemi priključeni na obstoječe dele elektrarne oziroma na primarni krog in bodo funkcionalni z zaključkom remonta. Pomemben del je tudi na nek način izven remontni obseg, to je izgradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo, ki smo ga pričeli z 1. marcem. Dela potekajo v skladu z časovnico in brez nekih posebnih težav, tako da ta projekt bo tekel seveda v nadaljevanju tudi po remontu in računamo, da bo zaključen v letu 2022. S tem bodo ustvarjene pomembne predpostavke za dolgoročno obratovanje jedrske elektrarne Krško in ob ostalih predpogojih, ki smo jih dolžni izpolniti, kot so presoja vplivov na okolje, 10-letni zakonski periodični pregled varnosti in pa mednarodni pregled izpolnjevanja pogojev za dolgoročno obratovanje, bomo realizirali vse tisto, kar je potrebno za dolgoročno obratovanje tega objekta.